Spomnimo, vodstvo SLS je trebanjskemu odboru decembra naložilo, da izstopi iz občinske koalicije, da župana Alojzija Kastelica pozove k odstopu, po potrebi pa naj odstopi tudi podžupan Silvester Prpar iz vrst SLS. Trebanjski odbor je sklenil, da iz koalicije izstopi. Seveda pa podpiramo ves volilni program, kateri je bil zastavljen za to 4-letno mandatno obdobje in vse sprejemljive, bom rekel, vse predloge, kateri lahko vplivajo na razvoj občine Trebnje, bomo podpirali. Prpar kot podžupan ne namerava odstopiti. Župana Kastelica pa so pozvali, naj sprejme moralno odgovornost in o svojem odstopu razmisli. Mi smo župana pozvali v tem smislu, da on o svojih dejanjih naj razmisli, pa če sam pa precenil, da bo odstopil, pač bo odstopil. Če bo odstopil, bo, če pa ne bo odstopil, pa mi ne moramo na njega vplivati. V največji koalicijski stranki SDS z odločitvijo SLS-a še niso bili seznanjeni. Nam je pa podžupanja iz njihovih vrst pojasnila, da bodo verjetno zdaj sledili sestanki posameznih svetniških skupin. Program, ki ga imamo in s katerim smo vsi nastopili na volitvah, je dober in v tej smeri tudi delamo. Kako bomo pa do konca mandata pripeljali celo zgodbo, boste pa še verjetno izvedeli. Vsemu skupaj so sicer botrovali decembrski protesti Trebanjcev, ki so se med drugim zgodili zaradi pravnomočne obsodbe Kastelica.